Tako, snemanje se bo zdaj pravkar pričelo in posnetek boste torej udeleženci jutri tekom dneva prejeli. Torej, prejeli ga boste na tisti kontakt, ki ste nam ga pri prijavi dali. Zdaj seveda videoposnetkov ne bomo uporabljali za druge potrebe, ampak bo seveda na voljo vam, da si ga lahko v miru še enkrat ogledate in pa seveda poslali vam bomo tudi čisto vsa gradiva, ki jih boste lahko potem uporabili, ko boste iskali najprimernejši jezikovni tečaj za vas. Ja, še nekoga bomo spustili v naš sestanek, in sicer je to gospod Dalibor. Tako, dober večer obema. Zdaj pa še enkrat, uradno vsem skupaj, ki smo danes tukaj, dober večer s strani Dobe, čisto natančneje s strani Dobinega jezikovnega centra. Namen nocojšnjega srečanja je torej v tem, da vam predstavimo jezikovne tečaje. Zdaj seveda zaradi situacije prvenstveno online jezikovne tečaje, sicer pa tudi klasične tečaje, za katere upamo, da v nekem zglednem času se bojo vendarle nekoč ponovno pričeli izvajati. En velik del tega srečanja bo namenjen tudi vašim vprašanjem o tečajih nasploh, o učenju tujih jezikov in pa seveda o online izvedbi. Upam, da bo vprašanj čim več. Gospa Admira se nam bo pridružila in pa gospa Urška. Takole. Pričela bom torej s predstavitvijo točno tega okolja, v katerem se nahajamo sedaj. To je torej live online meeting. In v tem okolju potekajo naši online tečaji. To preprosto pomeni, če ste vi kupili na Dobi tečaj 30-urni ali 60-urni, pomeni, da bo predavatelj z vami preživel 30 oziroma 60 ur live online. Ja? Torej ne boste gledali posnetkov, vnaprej posnetih nekih predavanj ali pa se morali samostojno učiti v neki aplikaciji, ne. To pomeni, da boste točno tako, kot sem jaz sedaj z vami. Sicer naši udeleženci so malo bolj zgovorni, jaz pa zdaj pač samo razlagam, kar je logično, verjetno se za različne jezike zanimate, pa predvsem zaradi tega, ker se prvič vidimo in se sploh ne poznamo. No, pa si zdaj skupaj poglejmo, kaj v bistvu nas čaka tukajle v online meetingu, kaj lahko tukaj počnemo. Zdaj, prijavili ste se znali vsi, to je super, moram pa poudariti, da smo danes na povezavi. Torej, samo na povezavi, kar pomeni, da ste prejeli link. To le naredimo samo za takšna le predstavitvena srečanja. Torej, vsi naši tečaji pa potekajo v spletnih učilnicah, kar pomeni, da vam Doba uredi dostop. Dobin mail dobite in pa Dobino geslo, in s tem potem samo vi lahko dostopate do svoje spletne učilnice. Torej, zdaj že vidite, kje je poanta, če ste z geslom prijavljeni v spletno učilnico, je to seveda dosti bolj varno in pa torej samo vam in vašim sošolcem, da tako rečem, so na voljo tista gradiva, kontakt predavatelja in pač vse, kar predavatelj ureja v tisti spletni učilnici. Zdaj, kot sem že omenila, naši udeleženci na tečajih niso tako tiho in niso tako pasivni, kot smo sedaj mi, ampak seveda sodelujejo. Tisto, kar morate poznati pri live online meetingu, je nekaj čisto preprostih zadev. Da že skoraj vsi ste ugotovili, kje je kamera in kje je mikrofon. Ja? Zdaj, večina vas bo to imela v desnem zgornjem kotu. Mogoče, če imate kako starejšo verzijo, se pojavi tudi takšen plavajoči meni, če malo zmigate z miško. Okej, no, zdaj pa poskusimo. Jaz si bom kamero izklopila, preprosto kliknem na njo in me ne vidite več. Zdaj, če me še vedno vidite, bi to bilo zelo zanimivo. Evo, gospod Peter je tudi nam pobegnil. Tako, kliknem nazaj na kamero in me ponovno vidite. Ja? Torej, zdaj, kako je s kamero na naših tečajih, online tečajih, to je zanimivo.
Jaz razumem, da mogoče kdo kdaj se pač ne želi pokazati na kameri, ampak po drugi strani pa naše skupine, ne, so tako zelo majhne, torej 5, 6, maksimalno 7 nas je, in potem seveda, ne, tudi, neki oseben stik, ne, se tekom tečaja, naveže in načeloma smo potem udeleženci raje, na kamerah, ne, da se vidimo. Gospod Primož, vi ste dvignili roko? Ne, tole nekaj probavam, nisem. Okej, bomo prišli do tja. Odlično. Ja, torej za bolj oseben stik, ne, na tečaju zagotovo priporočamo kamero, predavatelji seveda jo vedno imamo vklopljeno. Potem zraven kamere se nahaja, ikona za mikrofon, to smo tudi, ne, že sprobali, zdaj, če jaz torej niste nič slišali, ne, kaj sem povedala, ja. Če se vi želite sami sebe, ne, dati na tiho, torej kliknete tole in vi boste sicer mene normalno slišali, druge udeležence tudi, ne boste pa vi mogli nam kaj povedati. Zdaj, kdaj uporabimo to? Čisto preprosto, takrat, ko mogoče, prihajajo iz našega okolja, kakšni šumi, ne, mogoče ima kdo še radio zraven vklopljen ali kaj podobnega, pa da ne bi potem motili, ne, druge udeležence, je bolje, da si utišamo zvok. Tako, zdaj pa se bomo pomaknili čisto na levo stran ikon, torej prva ikona, ki prikazuje, kako bi to opisala, dve figuri, dva človečka. Ste našli tole? Ja. Torej, če kliknete na to, se vam bodo prikazali udeleženci. To pomeni, ne, mi smo zdaj na neki način sošolci na tem, srečanju, in tukaj smo zdaj vsi prikazani, ki smo trenutno na tem tečaju oziroma srečanju, ne, kar nekaj se nas je nabralo. Zraven, torej teh dveh figuric, imate pa en takšen, kot neko okno, pogovorno okno, ja. Dajmo klikniti na tole okno. Ja, in, kot vidite, je tukajle zdaj že nekaj napisano, ne, to pomeni, da se, zabeleži, kaj mi počnemo, ne, v tem, srečanju, čisto od spodaj pa imate takšno, temno sivo polje, kjer lahko tipkate. Torej, če svojo miško kliknete tam, ne, lahko iz svoje tastature nekaj natipkate, pa dajmo zdaj to preizkusiti. Peter je napisal lep pozdrav, Peter, vračamo pozdrave. Ja, okej, zdaj pa dajmo napisati, od kod vse prihajamo. Na primer, lahko pa tudi pozdrave pišemo. Gospa Urška je napisala, pozdravljeni, super. Moravče, odlično. Nova Gorica, Črni Vrh, super, Črni Vrh nad Idrijo. Ja, Maribor imamo, Krško imamo. Halo, imamo spet problema. Halo, tako je vedela. Okej, da vidimo. Tako, mislim, da je zdaj bolje, ne, da nimamo več odmeva. Hrvaška, Krško, dobro, odlično. Zdaj pa bom še jaz napisala, da se boste malo nasmejali. Resnično se tukaj nahajam. Vidite vsi, kaj sem napisala? Ja, zdaj pa povejte iskreno, kdo pozna ta kraj? Nihče, ne, se mi je zdelo. Recimo, da prihajam iz, okolice Maribora, ja. Gospa Ivana, vi ste dvignili roko, bi kaj vprašali? Ja, kar kliknite na mikrofon. Okej, mogoče se je gospa Ivana zmotila. Super, torej chat, ne, oziroma klepet znamo vsi lepo, uporabljati, uporabljamo ga tudi, na tečaju, ko recimo imamo konverzacijo, pa želi učitelj, ne, kakšne nove besede napisati, da si ne odpira, ne, table, na hitro napiše besede kar tukaj v
klepet. Ok, da vidimo, nekdo nam je poslal vprašanje. Aha, zakaj se ne vidi in sliši in zakaj ne napiše imena poleg sporočila? Ja, danes vas je večina prijavljenih kot gostje. Ja? Gostje, to pomeni, da imate omejene funkcije tukajle v aplikaciji Microsoft Teams. Na tečaju, ko boste vpisani na tečaj, boste seveda vsi vpisani kot uporabniki in takrat boste vsi vse videli, vsi vse imeli in vsi boste prikazani. Ja? Gospa Mateja Čeh, se opravičujem, da se zdaj ravno vas ne vidi, ampak mislim, da to v tem trenutku ni tako zelo moteče. Lahko sicer si dopisujemo, ampak tako kot rečeno, na tečaju, ko boste imeli polni dostop, boste seveda lahko čisto vse počeli, tako kot vsi uporabniki oziroma udeleženci tečajev. Ja? Gospa Mateja, sem pa videla, da so bile neke težave pri prijavi, ker sem vas kar nekajkrat potrdila, mislim, da kakšnih 4-krat in je možno, da je zaradi tega prišlo zdaj do kakšne težave. Takole, zdajle bomo še gospoda Daliborja spustili v naše srečanje. Gospod Dalibor, pozdravljeni, dober večer še vam. Ok, dobro. Torej, chat, klepet, kot vidite, je zelo uporaben. Skoraj vsi ste pa zdaj že tudi odkrili tole tretjo zadevo, kjer je takšna dvignjena roka. To pa je čisto šolska zadeva. Pomeni točno to, dvignem roko, želim nekaj vprašati. Učitelju se to prikaže in to pomeni, da seveda mora dati besedo udeležencu. Torej, če jaz zdaj kliknem, to zdaj pomeni, da jaz želim nekaj vprašati. Ko kliknem ponovno na roko, se vam to ne prikaže več. Ok, gospod Peter, testirate ali želite res kaj vprašati? Zgolj testiram. Testirate. V redu, super. Tako, mimogrede, kaj vidite za mano? Najlepšo stavbo v Mariboru. Pravilen odgovor. Točno tako, ja, torej jaz sem si nastavila ozadje, res je, najlepša stavba v Mariboru, tudi najbolj znana. Zdaj, kot vidite, je malo zrcalno, vsaj meni jo prikazalo, ampak logo gori na strehi pa mislim, da čisto vsak prepozna. No, in kje si vi lahko nastavite svoje ozadje, bomo zdaj pogledali na, čisto preprosto rečeno, 3 pikicah. 1, 2, 3, take 3 pikice so. Če kliknete na 3 pikice, se vam pojavi spustni meni in če se pomaknete zelo, 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 zelo daleč dol, v angleščini ali pa v slovenščini, odvisno, kako imate nastavljen jezik, piše Apply Background Effects, torej nastavi ozadje. Ja? In tukaj se potem lahko igrate s temi ozadji. Torej, čisto preprosto je namen seveda ta, da če mogoče kdo ne želi pokazati svojega prebivališča, svoje delovne sobe ali pisarne, si lahko tukaj nastavi ozadje. V redu? To boste lahko testirali. Na tečajih je to prvo, kar naredimo in se zelo zabavamo. Lahko seveda tudi svoje fotografije naložite, tako kot sem jo jaz, ali pa izberete kaj iz galerije. V redu. Tukajle v live meetingu, v tem srečanju, je samo ena stvar, ki je ne smete narediti. Ja, gospod Primož, izvolite, vprašanje imate? Mikrofon še kliknite. Tule so nastavitve. Ja, spet ste kliknili na mikrofon. Ok? Tako, nastavitve sem spremenil, pa sem očitno roko dvignil. Aha. Ja, tukaj na 3 pikicah se skriva še vse živo. Tisti, ki boste prišli na naše online tečaje, bomo to še že pogledali, ampak za danes pa je to več kot dovolj, da poznamo. Torej, da nadaljujem. Samo ena stvar je, ki je ne smete tukaj le klikniti. Kaj mislite, katera zadeva je to? Po navadi ne smemo na rdeče klikniti.
Ja, točno tako. Torej, skrajno desno imate tako rdečo slušalko, logično je, ne, da če to kliknete, boste zapustili naše srečanje oziroma ga prekinili. Tole naredite, ko bomo mi danes zvečer končali, ne, zdaj zaenkrat pa bomo še nekaj minut preživeli skupaj. Tako. Ali imate mogoče že sedaj kakšno vprašanje? Torej o tem učnem okolju v Microsoft Teamsih, kar se tiče live online srečanj. Kar na dan z besedo, zato smo tukaj. Zaenkrat vse meni je nekako vse razumljivo, no, tako da ne rabim nekih dodatnih vprašanj. Ok, dobro. Če se pojavi kakšno vprašanje, lepo prosim, kar, ne, vprašajte, lahko sploh ni treba roke dvigniti, samo kliknite si na mikrofon, tako da vas slišim in bomo razložili. V redu. Torej, to je zdaj samo en delček, ne, online tečajev. Drugi delček online tečajev pa se skriva v tako imenovani spletni učilnici, ki jo bomo pogledali sedaj. To pomeni, da moram z vami deliti eno od spletnih učilnic. Tako. Ne se zdaj prestrašiti, kaj boste videli. Večini se je zdaj že prikazalo nekaj na ekranu, in sicer vidite vse moje spletne učilnice. Zdaj pri meni jih je kar dosti, ne, ker je dosti tudi tečajev, ki potekajo online. Vam se seveda vse to ne bo prikazalo, vam se bo recimo, če boste na nemščino hodili, ne, to prikazalo, če boste na italijanščini to, španščina to, angleščina to, torej ena ali pa maksimalno dve spletni učilnici se bosta prikazali. Torej, kaj vam je na voljo v spletni učilnici? Za začetek, torej začenjam na tej skrajni levi strani, boste videli v bistvu vse aktivnosti, ki jih vi počnete, ne, na online tečaju, v spletni učilnici, vsa dopisovanja, videe, torej vse, beleži se popolnoma vse. Torej, to vidite vi, ne, to ne more videti nihče drug, zdaj pač jaz kažem, ne, svojo spletno učilnico, zato vidite vsi vse. Potem imate posebej v spletni učilnici tudi chat, ne, oziroma klepet. Zakaj je to pomembno? Torej, ko smo mi prej pisali v live meetingu, ne, smo to videli popolnoma vsi, torej vsi udeleženci. Tukaj pa lahko torej pišete 1 na 1, čisto preprosto, kliknete tukajle na novo pogovorno okno, vtipkate, komu želite pisati, tukajle od spodaj natipkate, kliknete enter in na primer vaš predavatelj bo dobil od vas sporočilo, kaj pa jaz vem, kaj je bilo za domačo nalogo, do kdaj jo moramo narediti ali kaj podobnega. Torej, sama spletna učilnica pa se skriva v Teams oziroma v ekipah. Ok, zdaj bom jaz eno izbrala, da vidimo, eno sem imela danes nagledano, aha, tole. To je taka vzorna spletna učilnica. Tako, nemščina A1 skozi A2, to pomeni, da so začetniki, ne, zdaj so zaključili oziroma zaključujejo drugi tečaj, še nekaj, ne, imajo učenja pred sabo, se meni zdi, ampak so že kar dobri pri znanju. Kaj imate torej tukaj na voljo? Za začetek vidite vsa obvestila, torej obvestila dobe, kot je na primer tole, in pa tudi vsa obvestila o tečaju, ja. Tole za vas ureja poleg mene vaš predavatelj. Za vsako online srečanje vam kreira takšno le povabilo. Ne morete zgrešiti, ne, zato ker je datum napisan, ura je napisana, in vi, ko se prijavite na online tečaj, čisto preprosto kliknete na tale moder okvirček in se potem lahko brez težav priključite popolnoma vsakemu online srečanju. Če kliknete na primer tukajle, kjer se še nekaj skriva, vidite vse pomembne zadeve iz tistega srečanja. Oni so tudi snemali, torej lahko si ogledate posnetek srečanja, vidite, da so si nekaj dopisovali, če gremo še malo gor pogledat, to je potem spet obvestilo dobe, torej vprašalnik ob zaključku tečaja.
To je potem spet eno srečanje, ki so ga imeli, da vidim, kaj se tukaj skriva. Torej, spet jih čaka posnetek in tokrat, na primer, nič drugega, ne. Zdaj, kako je snemanje tečajev, ne? Pogosto me vprašajo to. Snemanja oziroma srečanja se načeloma ne snemajo, razen v primeru, da udeleženec vnaprej napove, da zaradi, na primer, službenih obveznosti pač ne more in da se drugi udeleženci s tem strinjajo. Takrat seveda tole dovolimo in je to tudi možno. Zdaj, posnetek se shrani samo v spletni učilnici. Torej, kdo drug ne bi mogel recimo dostopati do tega posnetka. Se opravičujem, malo bom sedaj prekinila, ker nas še čakajo udeleženci, ki jih moram spustiti naprej. Da vidimo. Samo trenutek. Tako. Iščem, koga bi še morali spustiti, pa zdaj ravno ne najdem osebe. Samo malo, da še pogledam enkrat. Okej, mislim, da je to to. Če bo še kdo želel priti, bo že se pojavil. Aha, no pa imamo, gospo Admiro smo čakali. Gospa Admira, dobrodošli tudi vi. Evo, gospa Admira je že z nami, super. Takole, da nadaljujem z našo spletno učilnico. Tako, tukaj smo ostali, torej ali lahko srečanja snemamo in kje je ta posnetek na voljo. Torej, posnetek srečanja je na voljo tukajle, ne, pod vsakem srečanju in si ga lahko ogledajo udeleženci tečaja. Tisto, kar je še za vas udeležence zelo, zelo pomembno, pa se skriva tukajle v datotekah oziroma v files. Torej, tale del ureja za vas vaš predavatelj. Nekaj malega, ne, sicer tudi jaz naredim, ampak večinoma torej ureja predavatelj. In vam torej v te datoteke nalaga razne povzetke, domače naloge, kvize, kot vidite, imajo tukaj neke sezname in podobne zadeve, posnetke, projekcije zaslonov, torej ogromno materiala, vse, kar pač se na tečaju predela, se potem shrani tukaj. Vi udeleženci si lahko kadarkoli, kar bi želeli trajno imeti, ne, za učenje, prenesete na svoj računalnik. Torej, čisto preprosto kliknete na download in izberete, kaj želite prenesti na svoj računalnik. Lahko sicer tudi vi kaj naložite, ne, na primer, da najdete kaj zanimivega za učenje, čisto preprosto greste na upload in to svojega računalnika naložite, ne, da potem lahko vidijo vsi udeleženci. Torej, do teh datotek seveda imate vsi udeleženci nekega tečaja vedno dostop, ne. Pogoj pa je, kaj mislite, kakšen je pogoj, da imate dostop do tega? Samo en pogoj je za online tečaje, ne, in to je seveda, da imamo internetno povezavo, ne, koliko toliko zanesljivo. Tako, čakam na vaša vprašanja. Kaj me boste vprašali o spletni učilnici? Je mogoče kakšno vprašanje? Dobro, če ni vprašanj, pa bi jaz povabila našo gostjo. Ena gostja se skriva nekje, in sicer je to naša predavateljica. A je tako, Valerija? Zdravo, ja, je tako. Lep pozdrav vsem skupaj. Pozdrav, Valerija. Valerija se ne nahaja, ne, pred Dobo, tako kot jaz, ampak v čudovitem gorskem svetu, kar smo od nje že navajeni. Čudovito, tudi mi bi bili tam.
Da na kratko predstavim Valerijo, torej Valerija poučuje online tako nemščino in angleščino, kar je, moram reči, zalogaj. Valerija, vsa čast, kako ti to zmoreš. In pa Valerija je seveda tudi ena izmed predavateljic, ki so lani spomladi seveda aktivno sodelovale pri tisti akciji, ko smo morali res na hitro klasične tečaje prenesti v online obliko in ima seveda tudi ogromno izkušenj z online tečaji. Valerija, če te smemo prositi, bi nam mogoče ti prikazala svoj vidik kot predavateljica, tečaj v predavalnici, online tečaj, kaj pravijo udeleženci, kako se tebi zdi? Izvoli, beseda je tvoja. Hvala, Nataša, za tako lepo predstavitev, pa tudi lep pozdrav vsem skupaj. Sem zelo vesela, da vas vidim toliko na današnjem informativnem srečanju in tudi upam, da se bomo potem kje na kakem tečaju videli. Kar se tiče online poučevanja, ja, lani smo bili nekako kar primorani skočiti v vodo in zaplavati, ko so nam jo zagodli s tole korono, ampak mislim, da smo se na dobi kar dobro znašli, tudi vsa programska oprema nam je bila na voljo, vso svetovanje nam je bilo na voljo in smo se lahko, kar trdim za vse predavatelje, da smo se dobro tudi s pomočjo Nataše usposobili za online učenje in praktično zdaj se jaz skoraj ne bi vrnila. Torej, seveda obstaja nekaj prednosti klasičnega učenja, ampak ker je online učenje tako zelo napredovalo zaradi situacije, v kateri smo se znašli, praktično ni slabosti, ki bi lahko na online učenju rekli, aha, to pa zdaj manjka. Vse se da nadoknaditi, ker nam programska oprema pa tehnologija vse to omogoča. Zdaj tudi tečajniki so bili na začetku recimo malo skeptični, to lahko priznamo, ampak mislim, da vsi, kolikor imam jaz izkušenj, so potem vzljubili učenje online in videli tudi, da ima to ogromno prednosti, že zato, ker imamo v bistvu tečaj na dosegu roke, ne vem, recimo, da se začne tečaj ob 7, smo lahko še 2 minuti pred tem doma na kavču, potem pa se samo prestavimo za računalnik, imamo svojo kavo ali pa karkoli želimo imeti zraven in že sodelujemo. Zdaj tudi vsa gradiva, kot je že pokazala Nataša, so na voljo na enem mestu v spletni učilnici, tako da tudi ne rabimo nikjer brskati pa nositi zvezke s sabo, pa vse to, ker je vse na enem mestu in je potem se res lahko znajditi. Tudi, kar se tiče teh Teamsov, so nam v lanskem letu oziroma v celem letu so nam omogočili ogromno novih funkcij, s katerimi praktično tudi lahko delamo potem v parih, v skupinah in v bistvu skupinsko delo, ki poteka, ne vem, na tečaju začetne nemščine, lahko potem še ločimo na manjše skupine in v bistvu je, kot da bi bili v učilnici in se lahko z drugimi tečajniki pogovarjate, v bistvu spoznate nove ljudi. In pa seveda vidim, da ste tu iz različnih krajev, kar pa seveda, če ne bi bilo online učenja, ne bi bilo možno vas vse imeti v enem tečaju naenkrat, ker verjetno ne bi vsi prišli v Maribor za te 2 uri ali več na teden. Tako pa lahko več ljudi po vsej Sloveniji ali pa še celo širše zberemo na enem kupu in se imamo skupaj lepo. Tudi tehnologija nam omogoča ogromno nekih zadev, ogledovanje videov, pa poslušanje posnetkov, gledanje raznega gradiva, vse to lahko skupaj gledamo, sami karkoli dopolnjujemo, tudi vi lahko aktivno sodelujete, s kamero se potem seveda vidimo, tako da je ogromno prednosti. Je pa se mi zdi, da v teh časih še posebej pomembno, da imamo nek hobi. In učenje jezikov je na spletu odlična zadeva, ker nažalost večina hobijev, ki jih imamo, oziroma kar veliko hobijev zaradi ukrepov ne moremo izvajati. Športna aktivnost v skupini je nekako še vedno prepovedana, že kar en čas in na ta način mogoče lahko nekako zapolnite svoj prosti čas. Da ni samo televizija, ker tiste smo se po mojem že vsi naveličali, to pa je res ena taka dobra stvar, da lahko nekaj naredimo zase, za svoje znanje, hkrati spoznavamo nove ljudi.
Tako da upam, da sem vas vsaj malo prepričala, če pa ne, vas bo še pa sigurno Nataša. Ja, Valerija, odlično, super. Zdaj, kot vidite, Valerija je seveda navdušena, ne, nad online tečaji. Moram priznati, da jaz tudi, ne, sem eden izmed najbolj strastnih fanov, ne, kar se tiče online učenja. Zagotovo so tukaj velike prednosti in točno to, kar je Valerija rekla. Danes smo dejansko iz cele Slovenije, iz Hrvaške, imamo, ne, udeleženko, jaz sem iz Dobrovc, ne pozabiti, ne, tudi tu imamo internet, in lahko točno, ne, zaradi tega super se srečujemo, preživimo kakšno urico, 2 šolski urici, skupaj pa se seveda tudi kaj naučimo. Bi mogoče kaj vprašali Valerijo? Valerija vam zdaj lahko iz prve roke pove, ne, kako je na tečaju. Kar se opogumite, da zagotovo imate kakšno vprašanje. Okej, še ne. Valerija? Še ne, je še sigurno čas za to. Ja, točno tako. Bo še ostala malo z nami ali se poslavljaš? Aha, tu vidim eno vprašanje, kako poteka šolska ura? Kdo je vprašal, da vidim? Aha, gospa Urška. Šolska ura načeloma je odvisno od tega, zdaj, ali gre za individualni tečaj, ali gre za skupinski tečaj, tudi čisto odvisno od udeležencev samih, glede na njihovo znanje. Aha, malo ste zamudili, okej, ni problema. Torej, šolska ura, ja, praktično tako kot v klasični učilnici. Zberemo se na kupu, malo nekaj predebatiramo, si kak posnetek pogledamo, imamo nekaj gradiva pred sabo, ki ga predelamo. Veliko poudarka je pri skoraj vseh predavateljih na pogovoru, na konverzaciji, ker to je tudi največji izziv za vse nas, da se čim bolj tekoče naučimo govoriti tujega jezika, tako da najprej je seveda poudarek na tem, potem pa si s pomočjo tehnologije še malo popestrimo pouk, tako da še kako zanimivo stvar iz kulture, ne vem, glasbenega področja, filmskega področja, tega jezika, potem še kaj dodatnega pregledamo. Ponavadi, oziroma kar pogosto je na koncu še kakšna domača naloga, ki je seveda zelo super za obnavljanje snovi, ker seveda v učenje jezika je treba vložiti nekaj dela, če hočemo, da se nam na koncu splača, tako da v bistvu kot da bi bili spet v šoli, s tem, da na koncu ne rabite zdaj dobiti petke ali pa takih zadev, je to nekako vseeno bolj za vas. Pa najbolj pomembno je seveda, da se vi zabavate, pa da se jezika radi učite. Ja, gospa Urška, smo odgovorili na vaše vprašanje? Ja, Valerija je to res super prikazala. Jaz z mojega vidika bi dodala še to, da tudi če imamo online tečaj, nobena od kompetenc ni prikrajšana, ne. Torej, vi govorite, poslušate, pišete, berete, a ne, čisto vse lahko izvedemo tudi online. Res je, da pač predavatelji moramo, ne, izvedbo prilagoditi, ampak zato pa smo online predavatelji in to tudi znamo narediti. Tako. Še mogoče kakšno vprašanje za Valerijo? Dobro, Valerija, mislim, da je to to. Če bo še vmes kakšno vprašanje, pa seveda z veseljem, ne? Ali Valerija ali pa jaz odgovoriva. Tako. Okej, da vidimo. Nimamo več odmeva, super. Zdaj bomo seveda vam še predstavili, katere tečaje ponujamo v spomladanskem semestru. Jaz upam, da sem tole pripravila dovolj pregledno, boste pa vi povedali. Samo malo. Takole. Mimogrede, tole so naši predavatelji, ne čisto vsi, ne, vse najdete tukajle na tej povezavi. Kot vidite, en predavatelj malo izstopa, drugače smo pa, da rečem po štajersko, vsi pri eni glihi. Tako. Začeli bomo z nemščino. Nemščina je torej še vedno nekako
Nummer eins, ne, bi rekli Nemci, na prvem mestu, kar se tiče zanimanja, vpisa, in tudi dejansko za nemščino ponujamo in izvajamo največ tečajev. Jaz sem vam zraven napisala v zadnji koloni izvedbo. Ja? Nataša, oprosti, da te motim, ampak še vedno nam učilnico kažeš. Aha, pardon. Hvala, Valerija. Ja, učilnico sem kazala zato, ker sem seveda napačno kliknila. Evo ti. Tako, zdaj pa bo. Drži? Ja. Ja, odlično. Torej, nemščina, tečaji nemščine, največ jih je razpisanih. Bodite torej pozorni na zadnjo kolono, na izvedbo, kjer sem vam pripisala, kako se izvajajo tečaji, ne. Zdaj, logično je, da tisti, ki ste iz oddaljenih krajev, iz Hrvaške, ne, da bo za vas bolj interesantno, da gledate tam, kjer je pripisano samo online, ne. To pomeni, da ti tečaji v vsakem primeru, ne glede na korono, ukrepe in podobno, se pričnejo in tudi zaključijo online. Ja? Pišete se lahko, kar se nemščine tiče, ne, torej v 60-urne programe, ki so seveda malo daljši. Zdaj, če vštejemo zraven tudi kakšne praznike, ne, na primer 1. maj in te zadeve, trajajo 4 mesece. Imate pa seveda na voljo tudi krajše programe in ti so sedaj najbolj aktualni, nemščina začetna in nadaljevalna 30-urna online, ki se že tudi malo prej prične, torej nekako zadnji teden v februarju imamo načrtovano. Mimogrede, ne, Valerija poučuje, mislim, da Valerija začetni online tečaj nemščine. Tako, še vedno smo začetniki, tako da vsi vabljeni. Ja, začetniki še vedno, ampak jaz sem vas slišala govoriti, ne, in moram reči, da ste to zelo dobri začetniki. Možnost je seveda tudi vpisa v... Ja, smo bili kar pridni. Točno tako. Vpišete se lahko torej tudi v nadaljevalni online tečaj nemščine, nekako na stopnji B1, bi se morali nahajati, če želite v ta tečaj, kjer je poudarek na konverzaciji, torej pogovoru. Na začetnem tečaju pa seveda torej ravno obratno, ne, moramo še kakšne strukture prej predelati, da lahko potem pridemo do tega konverzacijskega tečaja. Takole od nemščine, gremo seveda logično na angleščino. Dejansko je tudi glede na povpraševanje na drugem mestu. Kaj imate na voljo pri nemščini? Seveda, takoj na začetku sem napisala 3 zdaj že legendarne tečaje, to je angleščina z Davidom Greenwaldom. David Greenwald je naš dolgoletni predavatelj, Američan, ki živi že kar nekaj časa v Mariboru in ki je razvil eno tako posebno metodo prav za Slovence. Torej, če se želite učiti angleščino, bi jaz toplo priporočala, ne, da izberete Davida. Kako potekajo ti tečaji? Zelo nekonvencionalno, bi rekla, ne, kot prvo brez učbenika, samo konverzacija in od lažjega k težjemu. Torej, predavatelj si izbere na primer eno zelo preprosto stavčno strukturo, ki jo potem skupaj z vami vedno bolj nadgrajuje in razgrajuje. Na primer, da v vprašalno obliko, spremeni čas, vrine kake besede, spremeni vrstni red in podobno. Zdaj, tisti, ki mogoče imate raje klasično učenje, nič ni mimogrede narobe, ne, s klasičnim učenjem, imate seveda na voljo začetni in nadaljevalni online tečaj angleščine, podobno torej kot tudi pri nemščini. Nadaljevalni, torej je tudi ta na stopnji B1 in je konverzacijski. Torej, poudarek je na govoru, pogovoru, frazah, dialogih in podobnih vsebinah. Torej, pripisane imate tudi vsepovsod termine, kdaj približno se prične, predavatelja seveda, zelo pomembno, ne, je tudi, da imate ceno pripisano in pa, kot sem že omenila, izvedbo. Da vidimo, kaj še imamo, romanski jeziki in seveda zraven tudi ruščina. Za popolne začetnike
Kratki tečaji so na voljo, torej 30-urni začetni tečaj francoščine in pa ruščine. Ja? In pozor, tudi ta dva sta samo online, torej prideta v poštev za interesente iz cele Slovenije. Prav tako začetni tečaj španščine, ki pa je nekoliko daljši, 60-urni. Ja? In tudi torej se bo izvajal samo online. Od španščine imate potem še vedno sicer začetno stopnjo, ampak malo že naprej so. Ta skupina mimogrede je že formulirana in se bo pričela nekako v drugi polovici februarja. Ja? In pa na voljo imate kar nekaj italijanščine za popolne začetnike in pa potem dve takšni nadaljevalni skupini, ki se bosta pričeli nekoliko kasneje, zato ker seveda naši udeleženci sedaj še imajo tečaj in bojo nekako nekje do konca februarja zaključili, nato grejo malo na počitnice in nadaljujejo v mesecu marcu. Zdaj, če mislite, da je to vse od naših tečajev, moram reči, da ni, ker imamo tudi slovenščino za tujce. Ponujamo 3 tečaje v tem spomladanskem semestru, za popolne začetnike in z vmesnim jezikom angleščina. Ja, v Mariboru in tudi v okolici je kar nekaj takšnih udeležencev, ki torej potrebujejo razlago z vmesnim jezikom, zdaj običajno je to angleščina. Potem pa sta tukaj še 2 tečaja, ki sta za malo bolj naprednejše uporabnike na A2.2 stopnji in pa celo na višji stopnji, to je nekako B1 ali pa B1 skozi B2. Tako. Samo trenutek, da pridem nazaj. Evo ti, sem že nazaj pri vas. Ali je zdaj kakšno vprašanje o tečajih? Zdaj smo na hitro, zelo na hitro pregledali ponudbo. Ja, gospod Peter, izvolite. Ja, hvala, zelo lepo predstavljena zadeva. Zdaj mene zanima tečaj angleščine, seveda, in imam nekaj vprašanj. Zdaj, nisem čisti začetnik, nekaj angleščine je. Zanima me, a obstaja kakšno vrstveno testiranje, da se vemo pravilno odločiti, v katero stopnjo se lahko vpišemo. In pa je to termin, ki je določen, je to informativno določen, ali je to že termin in pa čas, ki bo ta online angleščina potekala. In pa še tretje vprašanje, tam ste imeli razpredelnico klasika plus online v času covida. To pomeni, da so te 4 tečaji samo klasika, pa je zdaj trenutno online in ko bo korona prešla, bo verjetno spet samo klasika. Ja, točno tako. Gospod Peter, boljših vprašanj mi ne bi mogli postaviti, ker so najpomembnejša vprašanja, na katera moramo nocoj odgovoriti. Zdaj začela bom od zadaj naprej. Torej, ja, kar se tiče tečajev, mi imamo v tem trenutku kar nekaj tako imenovanih klasičnih tečajev, ki so se pričeli v predavalnici in smo jih prenesli v online obliko in se bojo zaradi situacije tako tudi zaključili in, kot kaže, tudi nadaljevali online. Ampak prav ste ugotovili, pri teh tečajih obstaja možnost, da ko enkrat v prihodnosti ne bo več teh ukrepov, da se bojo lahko preselili nazaj na dobo. To ne pomeni a priori, da se bodo, zato ker konec koncev se odloči skupina udeležencev. In imamo iz pomladi tudi primere, ki se niso vrnili nazaj na dobo, ampak so tečaji ostali online. Pri tistih tečajih, kjer pa je pripisano samo online, tam te bojazni ni. To pomeni točno to, kar je napisano, prične se online, konča se online, ne glede na situacijo. Tako, gospod Peter, na prvo vprašanje sem odgovorila. Ja, super, hvala lepa. V redu, torej grem na termine. Ja, termini so pri teh tečajih fiksni. Zakaj? Gre za skupinske tečaje, kjer je 6, 7, 8 udeležencev in tukaj nimamo dosti manevrskega prostora, da bi spreminjali termine.
Ja, zato termine seveda raje določimo vnaprej, da udeleženci točno vejo, okej, zdaj si izmišljujem, v četrtek ob 7. zvečer bom imel tečaj in si takrat rezerviram termin. Ja, gre torej za skupinske tečaje, kjer je to vnaprej določeno, tudi predavatelji, si seveda moramo urnik narediti, da se nam ne prekriva, čisto drugače pa je seveda pri individualnih tečajih, kjer potem se fleksibilno dogovarjate s svojim predavateljem, tako da obema odgovarja. No, sej, to sem razumel, jaz sem mislil bolj vprašanje v tej smeri, ne vem, zdaj nisem si zabeležil, mislim, da piše torek, četrtek ob 15, pa me to zanimalo, je to fiksna ura ali se lahko še dogovorimo kot skupina, da je recimo v torek ob 18. Razumem. Kot skupina se seveda lahko dogovorite, ampak vsi veste, kakšen je pogoj. Zdaj mora imeti predavatelj prosto, pa morajo vse drugi udeleženci strinjati, Včasih nam to uspe, da skoordiniramo, včasih pa ne, to je moj iskren odgovor, ker pač mogoče komu v skupini ta termin potem ne odgovarja. Tako. In gospod Peter, bilo je še eno vprašanje, in sicer kako ugotovimo, kakšno je predznanje. Zdaj, na voljo imate kot prvo naš spletni uvrstitveni test, v teh materialih, ki jih boste prejeli jutri na svoj e-naslov, boste seveda vse to imeli lepo prikazano, napisano in zraven tudi kar linke. Torej, to je tako prvo okvirno testiranje, da vidimo, kje se nahajate. Poleg tega spletnega testiranja pa imate čisto vsi udeleženci na voljo tudi svetovalni razgovor, ki jasno v teh razmerah poteka online. Kaj to pomeni? Približno tako, kot se zdaj jaz z vami pogovarjam, se boste na tem svetovalnem razgovoru 1 na 1 pogovorili vi z vašim bodočim predavateljem. Seveda vas bo tam predavatelj najprej malo povprašal, kako dolgo ste se učili, na primer angleščino, pa potem boste morali kaj po angleško povedati. Predavatelj bo pred sabo seveda tudi imel tisti vaš spletni test, ki ste ga poklikali, in takrat vam bo lahko zelo kompetentno svetoval, katera stopnja, kateri tečaj bi bil za vas najprimernejši. Tole je na voljo čisto vsem interesentom, brezplačno seveda, ne glede na to, ali se potem odločite za tečaj ali ne. Tako da se mogoče splača izkoristiti. Super, hvala lepa za odgovore. Prosim. Še mogoče kakšno vprašanje? Ne? Dobro. Potem pa dajmo klikniti na drugo ikono z leve strani, ki prikazuje klepet, torej tisto pogovorno okno, pa dajte mi napisati, kateri tuji jezik bi bil, vaša velika želja, kaj bi se vi želeli naučiti. Slišala sem zadnjič recimo, da se je ena udeleženka češčino učila, da vidim, če imate vi tudi podobne želje. Italijanščina? Angleščina? Nemščina? Angleško ter nemško? Super. Ja, vidimo. Tako kot sem rekla, nemščina in angleščina prevladujeta. Ima mogoče kdo kake želje iz tako imenovanih eksotičnih jezikov? Imamo kaj takšnega? Dobro, danes večer očitno ne. Zdaj ne, da bi delala reklamo, imamo na primer tudi predavateljico za japonščino, tudi takšne jezike, se mogoče kdo iz poslovnega razloga odloči učiti. V redu, tako, spoštovani udeleženci, mislim, da smo sicer malo presegli začrtan čas, ampak upam, da smo vseeno koliko toliko detaljno odgovorili na vaša vprašanja. Jaz bi se za nocoj od vas poslovila, se vam seveda zahvalila za tole našo prijetno druženje. Torej, kot sem že omenila, jutri boste na svoj e-naslov prejeli tale posnetek, če si ga kdo želi mogoče še ogledati, sploh tam na začetku, kjer smo razložili, kakšne vse so funkcije v spletni učilnici.
in pa prejeli boste torej ta gradiva z vsemi linki, podatki, da lahko v miru pregledate, naštudirate in nas potem kontaktirate, če bi mogoče potrebovali našo pomoč pri učenju tujih jezikov. Jaz bom sedaj še malo ostala na zvezi, če bi mogoče vseeno me še kdo želel, kdo vprašati kaj 1 na 1, drugače pa prekinjam snemanje, samo trenutek, da kliknem. Tako.